Izraelske vplivnice prenašajo boj za flotilo iz spleta na morje. Desetine vplivnic je danes iz Herzlije odplulo na tisto, kar imenujejo Marmara 2.0 proti flotilo, katere namen je izzvati sporočila s pro-palestinskih ladij, ki trenutno plujejo proti Gazi. Global Smooth flotila je pred kratkim izplula iz Turčije z več kot 50 plovili, ki jih je organizirala turška skupina IHH. Ista skupina, ki je stala za flotilo Mavi Marmara leta 2010, ki je sprožila diplomatsko krizo med Izraelom in Turčijo, potem ko je izraelska mornarica napadla flotilo in ubila več aktivistov. Tokrat izraelski organizatorji pravijo, da ne poskušajo vstopiti v tuje vode. Poskušajo zmagati v bitki za javno mnenje z vplivneži, ki govorijo v hebrejščini, angleščini, arabščini in turščini, ter skupaj nagovarjajo več kot 10 milijonov sledilcev. Eden izmed njih je 12-letni izraelski zagovornik Ben Raso, ki se mi zdaj pridružuje. Ben, hvala, da si z nami tukaj na I24 News English. Mislim, star si 12 let in si že leta del tega boja za javno diplomacijo. Zakaj ti je bilo osebno pomembno, da si danes na tej flotili? Zelo pomembno mi je bilo, da sem danes na flotili, ker kot ti prej rekla, je bilo tam že veliko ljudi. Ne glede na to, ali so Arabci, Judje, otroci ali odrasli, tam je bilo veliko ljudi, ki so govorili različne jezike. Zame je bilo tudi pomembno, da predstavim glas otrok. O plati otrok se ne govori, ampak tudi mi smo trpeli zaradi te vojne. In želela sem, da ves svet razume tudi našo stran, da smo tudi mi trpeli zaradi te vojne. Ker veste, veliko ljudi govori o talcih, ne pa o otrocih ljudi, ki so bili talci. In zame je bilo res pomembno, da sem tja prinesla tudi glas otrok, da lahko tudi ljudje to razumejo. In veste, prišle smo veliko aktivistk skupaj na flotili, da pokažemo svetu, da so te flotile, ki prihajajo ven, teror. To je teroristična organizacija IHH. In razlika med našo ladjo in njihovo ladjo je, da je naša ladja ladja miru. Kot sem že prej rekla, so Judje, Arabci, otroci, odrasli, prav tako Španci, Turki, vsi smo skupaj. In združujemo se z isto sporočilo, da je to teroristična organizacija, vendar bomo ostali močni in na strani Izraela. In borili se bomo proti lažnim novicam in antisemitizmu. Pomembno sporočilo, ki ga velja deliti. Zdaj pro-palestinske flotile pravijo, da poskušajo opozoriti na Gazo. Kakšno sporočilo želite poslati nazaj njim in ljudem, ki spremljajo na spletu? No, začnimo najprej. Kot smo videli pri nekaj flotilah, ki so že bile, ne prinašajo hrane ali pomoči in tudi zdaj ne. Mimogrede, vsak dan v Gazo vstopi 600 tovornjakov s hrano in pomočjo, ampak Hamas tega ne daje Palestincem. On to prodaja po višji ceni in nato ta denar uporablja za škodovanje izraelski civilizaciji. In kot vidimo tukaj, je to samo propaganda, ko prihajajo. In to gre za boj proti Izraelu z antisemitizmom. In vsi smo prišli skupaj, aktivisti, skupaj, da svetu pokažemo resnico o tej flotili. No, vaša izraelska flotila imenovala se je Marmara 2.0, kar se nanaša tudi na enega najbolj spornih trenutkov v odnosih med Izraelom in Turčijo. Zakaj ste se odločili uporabiti to ime? Mislim, da bi moralo biti tako. Mi, aktivisti, smo skupaj rekli, da je to proti Marmari. In zato smo uporabili, veste, to je proti temu. In veste, drugo ime za to je bila mirovna flotilja, ker smo bili vsi skupaj in smo si samo želeli miru. Vi in vaši drugi vplivneži skupaj dosežete milijone sledilcev. Menite, da lahko družbena omrežja spremenijo, kako ljudje razumejo Izrael? Ali je ta narativ že tako polariziran? No, kot vidimo, veliko najstnikov in veliko ljudi po svetu verjame, da je tisto, kar vidijo na družbenih omrežjih, resnično.
Zato je res pomembno, da ljudje, kot smo mi, spregovorimo in delimo resnico. In vabim vse, da to storijo. In to je pomembno, ker veliko ljudi verjame temu, kar se dogaja na družbenih omrežjih, verjame lažnim novicam in antisemitizmu. Zato je res pomembno, da se proti temu borimo, še posebej na družbenih omrežjih. Zelo pomembno in neverjetno, da to prihaja od nekoga tako mladega, kot si ti. Ben, hvala, da si bil danes z nami na E24 News English in delil svoje sporočilo. Hvala.